Dober dan od srede do srede, danes v nekoliko drugačnem ambientu. Studio neki premontiravajo, kolega Markeš. V družbi knjig. V družbi knjig. Olimpijske igre so za nama. Vračamo se nazaj v barbarsko realnost, brez te kulise, ki nam skuša sporočiti, da je apolitična, čeprav to še zdaleč ni res. Se pravi, v Gazi smo pri 40,000 pobitih otrok, žensk, pri ideji Združenih držav Amerike, da bi zaostrili odnose Evropske unije do Irana. Na drugi strani se vrstijo namigi, da bi Iran utegnil izvesti maščevalno akcijo za umor voditelja palestinskega gibanja Hamas v Teheranu. Kaj je tvoja projekcija? Prišlo do eskalacije na relaciji Teheran-Jeruzalem, Tel Aviv? Jaz mislim, da v taki obliki težko, zato ker prvič bi bilo za umor Hanija, ne sej Hanija, sem prav povedal, za umor Hanija bi bil pandan oziroma proti ukrep umor Netanjahuja. To se verjetno ne more zgoditi. Ne? Druga stvar je Iran zelo verjetno tehnološko nedorasel, ne? Zaradi tega, ker za to muho, ki se ji reče Izrael, stoji slon, ki se mu reče Združene države Amerike, poslal praktično z vso svojo tehnologijo. Ja, z vso svojo tehnologijo se je že preselil tja, ne? In v bistvu Netanjahu je, oziroma Izrael je že okupiral, ne, Ameriko. Američani tega še v polnosti ne vedo, ampak dejstvo je, da je ozadje vsega tega, kar se dogaja, je mogoče celo bolj strašljivo kot grožnja samega napada, ne, Irana, ki bo zelo verjetno moral dobro premisliti, na kakšen način se bo maščeval. Maščevati se pa mora, zato se je zaklel, da se bo maščeval. Ne, spomniš, ni ravno izrekel fatve, ampak se spomniš pri Ruždiju, koliko let in desetletij je trajala v bistvu ta zakletva. Ja, veš, potem imamo pa situacijo staro nekaj mesecev, ne, se pravi, izraelski napad na Sirijo oziroma na konzulat Islamske republike Iran v Siriji, ob čemer je Teheran prav tako najavil maščevanje, ampak je ob najavljenem maščevanju tako rekoč sporočil koordinate raket, ki bodo letele, in med vrsticami pozval izraelske zaveznike naj te rakete prestrežejo. Ja, nihče se ni želel eskalacije in vojne, niti sam Iran. Tokrat se mi pa zdi, da je drugače. Tokrat so pa v Iranu resnično užaljeni. Takrat niso bili užaljeni, ampak so preprosto dali vedeti, da so dejavnik, da so faktor, da lahko imajo zadosti orožja, da naredijo velike probleme. Tokrat so pa res užaljeni, hkrati pa verjetno niso zadosti tehnološko močni, da bi lahko predvideli zadnje dejanje, karkoli že to pomeni. Ne? In če ti pomisliš, ne, da Izrael, ne, v Teheranu na nekih slovesnostih poišče sobo, pošlje tja projektil in razstreli kogar hoče v katerem koli trenutku, pomeni, da lahko zdajle projektil prileti na delo skozi ta oken, skozi izraelsko obveščevalno službo, in tisto, kar daje razmislek celotnemu svetu, kaj Izrael v resnici počne v imenu demokracije in v imenu boja proti barbarizmu, ne, je natanko to, da ta trenutek ne moreš biti siguren, da ne prisluškujejo temu pogovoru po telefonih, da ne prisluškujejo novinarjem, da ne prisluškujejo kateremu koli politiku v Sloveniji, zbirajo podatke, da to počnejo za pomočjo vojaške industrije v Združenih državah Amerike. Skratka, če je kje civilizacijska grožnja, jo začenjam videti tukaj. Ne? In hipokrizija, ki se je zgodila pač na olimpijskih igrah, ne? Ko so v imenu miru in visokih sporočil humanizma, visokih sporočil enakosti med spoli, človekovih pravic in tako naprej, ne? Boji v Gazi oziroma bombardiranje Gaze, pobijanje otrok tekle nemoteno, ne? Je v bistvu največja kršitev civilizacijskih standardov, ki so jih že Grki uveljavljali. Ne? Grki so včasih, v času njega dni, ne? Se pravi, zdaj se pogovarjava o letih minus 300 ali pa 400 že, ne? Se pravi, 2000, ali pa skoraj 2500 let od tega so že imeli standard, da v času, ko potekajo olimpijske igre,
se ustavijo vse sovražnosti, se prenehajo vojne, po koncu olimpijskih iger se pa nadaljujejo. Ja, So imeli to na to distanco. temo je prvi predsednik Slovenije Milan Kučan na začetku tega tedna objavil tekst v Delu, v katerem je zapisal nekaj razočaranih besed povezanih z ravnanjem predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Bacha, ne, da pač z ničemer, ampak res z ničemer ni omenil problema, da olimpijske igre sovpadajo z dvema brutalnima vojnama. Ja, in izraelski športniki Z dvema, ki sta v našem fokusu, medtem ko vojnih spopadov je seveda še bistveno več. Ne? Se pravi, izraelski športniki so lahko nastopili, ruski pa ne. To so dvojna merila. Beloruski tudi ne. Ja, to so dvojna merila. Ne? To ni v redu. Ne? In dobro, in kar je še najbolj zanimivo v času, ko potekajo, rečemo temu, zaskrbljujoče grožnje iz iranske strani, ne, se Netanjahu in Izraelova kamarila požvižga na to in v Gazi enostavno gazi naprej. Se pravi, pobija. Ta teden je bilo 100 mrtvih v šoli spet, v šoli, na to se je sprožil irski Tavseč in zahteval praktično od Evropske unije, da ne enostavno preveri svoj sporazum z Izraelom, češ da sporazum vključuje tudi kriterij spoštovanja temeljnih človekovih pravic, kar jih Izrael evidentno ne spoštuje. Temu se je potem pridružil tam nekje iz Jadrana ali kjerkoli že predsednik vlade slovenske. Ja. Slovenske vlade. Tako se nam dogaja zdaj bolj zunanja kot notranja politika. Notranja se bo pač začela čez 14 dni, ko naj tu ne bo, ene 2 tedna bo. Ampak se bo pa vrnila. Ne? Bova se vrnila in... Kaj je tvoja projekcija za jesen? Mislim, zdaj tako v tem času, ne, se zdi, da se v slovenski politiki, družbi, ko naprej ne dogaja prav veliko, medtem ko junija, maja in nazaj sva razpravljala največ pravzaprav o zdravstvu, situaciji v zdravstvu, vprašanjih povezanih z obranitvijo javnega zdravstva. Pričakujemo nove etape povezane s temi družbenimi boji. Medtem se je zgodilo to, kar se pač dogaja običajno poleti, ko so v stari partiji potekale najbolj pomembne kadrovske menjave, in so nekateri zalivi ali pa meandri mladih zdravnikov, tam je ena v Celju bila in je še, so v bistvu izpraznili praktično vas radiološki oddelek in so šli, vsi dali odpoved in praktično recimo v Celju nimajo več radiologije. In to lahko počnejo zaradi tega, ker lahko počnejo, zaradi tega, ker jim še vedno nekdo zasebno plačuje storitve. In zelo zanimivo vprašanje je za jesen za Prevolnik Rupel, se pravi ministrico za zdravje in pa za premierja Goloba, bo, kaj ste storili zdaj v zadnjega pol leta na področju zdravstva pri zaustavljanju trendov, ki se jim je reklo dvoživkarstvo. To bo zelo zanimivo vprašanje in potem bodo sledile seveda neskončne obljube, ultimativno bodo pristale v zadnji obljubi, seveda bomo to uredili, če dobimo še en mandat. Jaz mislim, da se dogaja nekaj, čemur ni mogoče zaupati, zoper kar bo treba dvigati glasove in kar bo treba na nek način v javnem mnenju ostro sankcionirati. Tako v svetu, kot seveda tudi v Sloveniji, pa vse nekako na razočaranje ljudi iz srednjega sloja, ki izgineva, poteka po sistemu psi lajajo, karavana gre dalje. Se pravi, tvoja projekcija je jeseni naslednja etapa zdravstva, ki pa ki bo na koncu pristala v neki hibridni obliki, kakor je bilo zamišljeno na samem začetku. In tega ne smemo dovoliti. Problem je, da bi bil jaz vesel, če bi bila hibridna oblika najavljena vnaprej, da se glede hibridne oblike lahko sprejemajo kvalificirane politične odločitve, da se glede hibridne oblike morebiti
lahko odločamo na volitvah. Poglej, Veš, tukaj je šlo za proces, ki mene spominja na zgodbo z konca 80-ih let prejšnjega stoletja, začetka 90-ih let 20. stoletja, ko je prihajalo do tako imenovane spontane ali pa divje privatizacije. Ne? Lej, spomnim se, To od mladih do starih zdravnikov so tako zelo vešče obljubljali, da bo tako rekoč polovico zdravništva odšlo v Nemčijo in bo Slovenija brez zdravnikov ostala. Zgodilo se ni nič od tega, tako kot smo tudi napovedovali, da se ni in se tudi ne more zgoditi. Medtem ko se pri povratnih ukrepih o tem, da bi zamejevali goljufije, ne, ki potekajo v zasebnem interesu, pač pa na račun plačila iz državnih subvencij, ne, da se to zaustavi. Kaj se tu dogaja, bo moral pa premier Golob pač odgovoriti. Druga velika tema, ki bo jesen prišla skoraj zanesljivo, je pa šolstvo. Na šolstvu so prvič strokovno zelo dramatični procesi in drugo, kar je, ne, tako kot so učitelji. Dodajo kadrovske procese. Tako je in kadrovsko, recimo, ko tam so ropotali mladi zdravniki, tako Arztjugend, ne, in to z vsem svojim napuhom, kar ga premorejo. Mladi učitelji so tako nesramno podplačani, da po moje zdravniki v enem vikendu dežurjenja zaslužijo za celo njihovo plačo mesečno. Ne. In to bo počelo. Bo moralo početi in prav je, da poči in potem se bo seveda odprlo vprašanje reorganizacije celotnega sistema javnih služb, ne, in kaj se bo zgodilo. Zgodilo se bo to, da bo tudi to stvar toliko časa zavlačali, da bo na vrata potrkala nova gospodarska kriza, ne, in potem bo gospod Štrukelj, ne, kot sindikalni guru spet moral ugotoviti, da je ta tema prestavljena za 3 do 4 leta, da bo gospodarska kriza minila. Skratka, ljudem bo pa na tej točki verjetno počel film, ali kako ne rečem. Ja. Dober, do začetka septembra se poslavljava in se potem vračava še močnejša. Drži.